Tako, spoštovana tudi ekspublika, nadaljujemo serijo intervjujev. Letošnji slogan za lokalne volitve je Izvolimo Voluharjev. Z nami je gospa Nuša Ferenčič, lista SDS. Najprej seveda predstavite se, da začnemo konkretno. Hvala za povabilo. Ja, res sem Nuša Ferenčič, Pravl Ferenčič, rojena Ptujčanka, živim na Ptuju, mama 2 otrok, kandidatka za listo SDS, sicer danes zdaj tudi na drugem mestu, drugače sem pa kandidirala še 2-krat za državni zbor. Volitve so že nekako moja stalnica, bom rekla, v tem obdobju, kajti ena za drugim se tega kar hitro navadiš, se jih pa praktično veselim, zato ker mislim, da imam izredno dobro listo, izredno dobrega kandidata in pripravljeni smo na spremembe, ki jih pa Ptuj, bom rekla, narekovajo krčevito in krvavo potrebuje. Vas smo že v živo videli, ko je bilo soočenje za državno-zborske volitve in ste bili res pripravljeni, moramo reči, in ko tako opazujemo razvoj našega mesta nekaj krogov volitev nazaj, sami smatramo, da je čas, da se prekine sestavljanje nekih priložnostnih list za vsake volitve, ki dejansko nimajo ne repa, ne glave, samo da bi se nekaj obstoječega rušilo, tako da kaj je prednost ustaljene liste, ki pa ima tudi zaledje dejansko v veliki stranki v državi? Definitivno je prednost tega, da smo stranka z eno konsistentno stalnico prisotni na političnem parketu že tako kot osamosvojitve naprej, lahko rečem. Z tega vidika smo izoblikovali kadre v preteklosti in tudi z tega vidika lahko ponudimo kadre za prihodnost. Naša lista je sestavljena iz kandidatov, ki so nekako se že dokazali, zapuščajo mestni svet ali pa bojo ostali še nekakšno pomoč mestnemu svetu, za njimi pa prihajajo mladi, ki bojo nam pa dali nove ideje, novi zagon, novi entuzijazem, mogoče tudi nove poglede in nekako sinergija mladega in starega je sigurno najboljša kombinacija izkušnje in pa mladost. Sama z določenimi izkušnjami definitivno se vidim nekje na tisti zlati sredini, ne med starimi pa ne med mladimi in mislim, da je potem to ena kombinacija, ki lahko res prinese eno novo svežino, ki pa je resnično potrebna. Smo stranka, ki smo v občinskem svetu, mestnem občinskem svetu že prisotni ves čas in tudi prav, da smo, ker tudi ponudimo eno konsistentno, zadovoljivo sredino, ki je potrebna tukaj. Se ne ločujemo, resnično želimo vse povezovati in to nam je tudi v tem mandatu ena izmed prioritet. Kaj so tiste temeljne točke vašega programa? Temeljne točke našega programa so definitivno nadaljevanje nekako s tem, kar smo že zdaj zagovarjali, pa smo nekako na tihi način seveda podpirali te projekte, ki so se zdaj začeli pa nadaljevali, to je cestna infrastruktura, ker vemo, da je potrebno, moramo vedeti, da se v tem mandatu končno so se začele obnavljati ceste, ki so prej bile totalno načete, ki sem jih po kateri sem kot otrok hodila, pa se zdaj komaj obnavljajo, kar se mi zdi, da ni prav, je pa seveda tukaj še ogromno stvari, ki niso bile narejene, ki bi morale biti narejene, tukaj bom jaz vseeno izpostavila, čeprav je en hud zalogaj, to je obvoznica, ptujska obvoznica iz leta 96 izvira, na njej se nič ni delalo in tudi v tem mandatu potem ni dorečenega, nič konkretnega, oziroma to, kar je, ni zadovoljivi, bom rekla, nek začetek dejanskega udejanjanja. In tukaj bo potrebno nekako, bom rekla, zatečena stanja vseeno reševati. To je eno, že sama sem v svojem govoru za državni zbor imela v svojem programu žitnico, kulturno zgodovino, arheologijo, da tukaj je treba premakniti zadeve in spet smo samo pri besedah, zaenkrat ni čisto nič narejenega, kar je samo na papirju, to je, da je nacionalni program rekonstrukcije žitnice dana, to je pa tudi vse in pa to pa je premalo. Ne vem, koliko je županja hodila v Ljubljano, definitivno o tem nimam podatka, ampak želela bi si, da bi bilo tega več, kajti zadnje, bom rekla, te 4 leta smo samo čakali na projekte, ki pa jih ni. Tudi zdaj pravi, da projekti so v izdelavi, jaz bi si pa želela vsaj osnutek vedeti. In mislim, da je čas, da se zadeve več samo ne pogovarjajo, ampak se začnejo tudi dejansko pripravljati določeni projekti, ki so potrebni na Ptuju. Zdaj ne vem, ali je kateri projekt v pripravi ali ne. Tukaj še potrebno izpostaviti vodovod. Vodovoda še vedno nimamo, oziroma tukaj ta projekt bi naj bil v izdelavi, sicer izdelavo projekta bi naj delala oseba, za katero se jaz vprašam,
če je resnično ta oseba, potem se vprašam malo tudi o kvaliteti tega izdelka in pa projekta in pa predvsem pa v ceni, ki bo znašala za ta projekt. Seveda so še pa drugi, bom rekla, ne nekako obrobni projekti, ki pa se bodo mogli izvajati, vseeno pa je temelj našega je povezovanje, sodelovanje z ljudmi, občani, pa so tudi z mestnim svetom, da bomo čim bolj konstruktivni in na ta način tudi si zadali program in pa vizijo mesta Ptuj. Srečujemo mnogo ljudi, Ptujčanov in Ptujčank, ki rečejo na glas, takrat, ko je šel v luci, je mesto začelo zamirati, se pravi 2001-2002. Kako pobrniti neki tisti miren, strpen, pa kljub temu razvojni duh Miroslava Lucija oziroma obdobja Lucijevega županovanja? Bom rekla na tak način, ko je on deloval. To je eden izmed načinov, da smo strpni, povezovalni, da se pogovarjamo, da si zastavimo jasno vizijo, kaj si za Ptuj želimo. In da tudi na ta način začnemo delati, da se povezujemo, da nam ljudje tudi povedo, kaj si dejansko želijo. Seveda pa moramo biti mi tista gonilna sila, to je župan in pa ljudje okoli njega, da bomo to izpeljali. Ne da se bomo samo pogovarjali, bi to, bi ono, ne da bomo skakali iz točke A do točke B, vmes pa bo čas tekel. Mislim, da je tega časa Ptuj več nima na razpolago, da si lahko še privošči taka 4 leta, kajti Ptuj je nazadoval. Vse statistika sama po sebi dovolj kaže, ne bi je ponavljala, ker je za nas rdeči alarm, že bom lahko rekla na nek način. Res smo na koncu razvoja v tej preljubi Sloveniji, mogli pa bi biti, kot jaz vedno pravim, bi se spodnjega Podravja, mogli bi biti center, mogli bi biti mi gonilna sila, se pa bojim, da nas okoliške občine že marsikatera prehiteva. In to je alarm, ki sveti na vse pretege, že lahko rečem. Preveč. Jaz potujem ogromno po Sloveniji in tu in tam človek sreča kako tako stalažo suvenirjev, tudi če je pač neki posamezen kraj, na kateri se potem nahajajo tudi spominki nekako pomembnejših krajev v Sloveniji, denimo, ali pa kako tablo turistično. Pa rečemo tako za ilustracijo, da je to Piran. In imaš stojnico njegor, magnetki iz Ljubljane, Maribora, Celja celo. Zakaj ni Ptuja v tej elitni skupini, čeprav bi po vseh danostih ne samo lahko bil, ampak moral biti? Kam nam je šel ta duh, da smo dejansko postali neka nepomembna provinca? Resnično moral bi biti. Kam je šel ta duh? Mogoče so na odločujočih mestih nepravi ljudje, ki ne dihajo, ki ne živijo, ki ne razumejo mesta Ptuj. Mogoče tudi niso, ne bom jih žalila, ker jih ne poznam, ampak enostavno ni to prioriteta, hodijo samo v službo, zato da hodijo v službo. Če sem bolj vprašanje, ker jaz dosta analiziram tudi obdobje preteklih 2 desetletij, razrast korupcije in kriminala na Ptuju, ali mislite, da je mogoče ne samo, sploh ne bi rabili govoriti o nesposobnosti, pa ne želi, da je morda določen strah, ki te ljudi hromi, da bi ta razvoj, ker je pač nekoč vse, kar ni bilo v neki agendi, je bilo nadrto, je bilo potlačeno, da je mogoče ljudi treba tega strahu osvoboditi? Mogoče, ne vem. Prejšnjo delovanje ne poznam načina delovanja župana kot tak. Jaz poznam mogoče, bom rekla, bolj naš način delovanja. Mene je gospod Miroslav Luci ogromno naučil, ogromno časa smo presedeli, se prevozili na naše dogodke, naše stranke in takrat sem, bom rekla, pila znanje tistega, kar je on povedal in povedal je ogromno. In kar se pa tiče drugih županov kot samega, da kako so vodili, ne vem, mogoče je bila tudi nepravilni način, definitivno naš župan, naš kandidat za županja, Franjo takšen ni. In tudi mi nismo na takšen način, si ne predstavljamo niti vodene, ne same občine in pa tudi ne do občanov. Dejansko nam je primarni cilj, da ljudi povežemo, da se ljudje počutijo v naši bližini dobro, da nam ljudje potem tudi zaupajo, kaj si želijo, pravzaprav kaj si želijo, v kakšnem mestu živeti, v kakšnem mestu delati in na kakšen način preživljati prosti čas in tudi na kakšen način predstaviti svoje mesto, svoje rojstno mesto tudi navzven. Kako je vaša lista organizirana, da lahko rečemo, oziroma bi lahko rekli, da je učinkovita? Kot smo rekli na začetku, ne moremo si več kot mesto privoščiti nekih na hitro zmetanih list skupaj, ki so tukaj samo zato, da so,
Ampak dejansko politična grupacija potrebuje neko organizacijo in nek algoritem dela. Kako je to pri vas? Ja, naša stranka je organizacijsko zelo organizirana. Mi imamo sistem predsednikov, odborov, članov izvršilnega odbora in vsi ljudje, ki so v teh bom rekla, funkcijah izvoljeni, so vsi zadolženi za svoje delo. In svoje delo potem prinaša tudi, da so aktivni in potem, kar one naredijo, nekako potem skupaj na sestankih tudi povežemo, se dogovorimo, zmenimo in speljamo sklepe in iz tega načina potem mi delujemo nazaj napram tretjim osebam. Sedaj, ko se bližamo drugi polovici oziroma so stopili v drugo polovico pogovora, pa preidemo k konkretnim vprašanjem. Kaj bi bile oziroma bodo prve 3 zadeve, ki jih boste po vstopu v mestni svet premaknili, da se bi pričele denimo kotaliti? Prve 3 definitivno bi povabila vse deležnike na pogovor. Pogovorili se bi med sabo, kako si kdo predstavlja delo in na osnovi tega izbrali en koncept, eno vizijo in tisti viziji potem sledili. Ampak to z dejanji, da ne bi se samo pogovarjali, ne bi se stankovali, ampak bi začeli delati. Kako bi komentirali tezo, ki jo mi v našem krogu, ki tudi zelo cenimo in tudi podrobno opazujemo, smo prišli do ene teze, do ene dobesedno take krute resnice, da smo kot skupnost postali tako neambiciozni, da neke zadeve, ki bi morale biti samoumevne, jemljemo dejansko kot razvojne projekte in popolnoma nimamo nobene vizije, kaj bi naj bili razvojni projekti, če karikiram na človeka. Da bi človek sam zase rekel, da je nekaj za sebe naredil s tem, da se zjutraj oblekel pa si zobe umil. Je to problem Ptuja, da nekaj, kar bi itak moralo nekje v ozadju biti samoumevno, da se rešuje, jemljemo, da je razvoj, potem pa sploh nimamo nobene vizije, kaj bi naj bil razvoj. Mogoče tudi to problem, ker enostavno, ko poslušališ ljudi, saj ne vejo, kaj bi si s Ptujem začeli. Resnično do zdaj še ni bila izpostavljena vizija Ptuja, mi pa bi želeli, da postane Ptuj to pa to. Tega še v teh vsem času nismo od sedaj, bom rekla, vladajoče oblasti slišali, mi pa bi radi, da Ptuj postane to pa to. In to res dejansko manjka Ptuju. Vašega kandidata, gospoda Rozmana, poznam tudi osebno in se pogosto pogovarjava tudi o tako čist povsem človeških zadevah in nekako, če človek samo za sebe nima nobenih motivov in ciljev, nima nobene volje tega doseči in bi lahko rekli, mogoče tako po enem čisto ne preveč poglobljenem opazovanju, da naše mesto preprosto samo še životari. Vse životari. Niso razvoj Ptuja festivali. Bom rekla, so zelo dobri, jaz jih zelo rada obiskujem, so pohvale vredni in je super, da jih imamo. Ampak samo festivali ne bodo bom rekla, na svetovno platformo pripeljali Ptuja, da bo Ptuj imel tisto pozicijo, ki si zasluži. Potrebno še Ptuju dodati še kaj več. Festivali, ja, so super dodana vrednost, ampak jaz pravim, da mi tistih osnov nimamo, ki jih potrebujemo za razvoj Ptuja, oziroma mesta, bom rekla, zdaj Ptuj je naš Ptuj in ga imamo radi, nimamo pa osnov. In dokler ne bomo imeli teh osnov, ne moramo mi pričakovati, da bo terciar bil doprinos Ptuja, če nimamo primarja. Kaj je ta primar? Jaz bom rekla, nikoli se nobeden do zdaj v teh 4 letih nisem slišala, da bi govoril o delovnih mestih. Problem so delovna mesta. Mi vemo, da mi sicer imamo tukaj podjetja, ki so uspešna, nam manjkajo pa še več. Mi bi mogli zaposliti ljudi tukaj na Ptuju, ne da nam odhajajo v mesto, na delo v tujino, v Avstrijo se zaposlujejo. Pomeni, da tudi tam gori živi, on pride potem na Ptuj samo spat. To je pa premalo. Če pa bi mi imeli delovna mesta, če bi mi imeli, bom rekla, industrijsko cono, razvoj gospodarstva, vsega tega, združili gospodarstvo z kulturo, z zgodovino, vsem tem, imeli bi več, lahko bi ponudili več in ljudje bi prišli sem, ljudje bi tukaj ostali, ljudje se ne bi zjutraj vseli v Avstrijo odpeljali na delo, se vrnili domov utrujeni, pa šli zvečer spat. Ostali bi, v mesto bi prišli. Če samo pogledamo, jaz vedno dajem primerjavo z Leibnicom. Mestna tista ulica živi,
Kljub temu, da ni zaprta za promet. Kljub temu, da ni zaprta za promet, To je tudi pomembno, ja. je tudi pomembno. Ne? Mi smo pa zaprli, mi smo center zaprli za promet. Ja, ljudje smo komod, ljudje se prepeljamo z avtom, ampak v Lajbnicu to funkcionira. In za vsaki praznik tista ulica je živa, ljudje so tam. Mi smo pa dovoljili nakupovalne centre, mesto zaprli, zdaj mesto životari in zdaj ga obuditi težko bo, ampak ni pa nemogoče. Potrebno bomo pa sodelovali vsi, ne samo eni od strani gledali, pa to ni možno. Če ne bomo probali, če se ne bomo pogovarjali, ne bomo nič dosegli, bomo spet čez 4 leta životarili tako, kako zdaj životarimo. Se resnično životarimo. Ja, mi smo postali spalno naselje. Ja, spalno naselje. Še dam en tak moj razmišljanje, pa naj opozorim, naj se ne enači to z Kangarjevimi radarji. Jaz sem si tako pri sebi mislil, da nujen pogoj za prvi korak oživitev mestnega jedra je ukinitev plave cone v mestnem jedru. To bi bilo nujno, ker prideš, skočiš nekam, mogoče nimaš tistega drobiža in evo kazen 40 € na brisalcu. Raje bi ta denar, ki se pobere v mestnem jedru, pobrali tako, da bi prehitre voznike medli, denimo, če bi že šlo za to. Ampak poleg vsega, kot pravimo, postajamo spalno naselje. Spalno naselje nenazadnje tudi ljudi, ki niso tukaj rojeni in odraščali, tudi to poudarimo. Ker tisti, ki so rojeni Ptujčani, odidejo v Ljubljano, se ne vrnejo, sem pa pridajo ljudje iz okoliških krajev, ki identitete tega mesta ne uspejo povzeti. Plus to, kdaj smo nazadnje dobili kakega resnega tujega investitorja? To, da je Ukrajinci, da so kupili perutnino, to je samo še na slabše šlo, bodimo odkriti. Ja, ampak glih primarno je to, delo župana je, da pripelje investicije v mesto. To je graško delo. To ni delo, zdaj se bom pa z nekom vsel na kavici, ga bom povabo, ampak je garaško delo. Pardon za podvprašanje. Ali moramo mi tako visoko politično kulturo doseči na Ptuju, pa zdaj ni nobenega kandidata vezano, ampak tako eno obče vprašanje, da se župan ne rabi baviti z vlečenjem asfalta, ampak sestanki, kako dobiti dejansko kapital v mestu. Seveda, vsaj kapital bo potem omogočil, da bo mesto začelo prosperirati. Kapital nam bo prinesel delovna mesta, kapital nam bo prinesel projekte, kapital nam bo prinesel življenje. Konec koncev. Zakaj zdaj, če mi najdemo investitorje, ne rabimo mi samo države za ohranitev arheologije, lahko tudi najdemo zasebne investitore, ki so danes pripravljeni tudi v to sfero vlagati kapital. In smo spet korak bliže k uresničitvi tega, da spravimo arheologijo na živo, da ljudje vidijo, ne da imamo zdaj v depojih. Ampak ne vem, če se v tej smeri kaj razmišlja. Seveda pa to ni enostavno. To pomeni, da ne greš potem na vsako občinsko prireditev ali pa na vsako malo prireditev. Je super, da vsi delajo, da so društva aktivna, ampak zato imaš ti ljudi pod sabo, ki to grejo. Ti pa greš zunaj, da pripelješ sem denar, da pripelješ ljudi, ki jih bo Ptuj fasciniral za svojo zgodovino, ki bojo rekli, in mi pa želimo sem kapital vlagati, ker je to za ohranjanje nas, naše kulturne dediščine in pa tudi za naprej, da svetu pokažemo, da se potem lahko merimo z marsikaterim zgodovinskim mestom, ker Ptuj to tudi ima. Se mi smo mesto vseh mest, če smo realni. Saj smo. Tako denimo, ko jaz v kakšni debati rečem, če bi nas denimo primerjali na pač obče znane like, pa gremo na nogomet v tem trenutku, mi smo Messi, ja? Tako? Mi smo Messi med fuzbalerji, ampak sedimo pa na klopi, sedimo pa na klopi. Pa se cenimo, da smo mi Messi. Ne cenimo se, mi se samo voljno na klop sedemo. Mi ne bi radi golov dajali, mi bi radi sedeli na klopi. In to je mogoče tudi res malo problem, kot ste prej rekli, da mogoče nam paše, da nas nekdo tlači dol. Ali pa smo pristali na to, da dovolimo, da nas nekdo tlači dol. Jaz vam zdaj kar povem moje mnenje, ker imamo tako fajn debato. Jaz zelo intenzivno opazujem, tudi se spomnim obdobja Lucija, poznam gospoda Lucija. Jaz trdim, moja teza je, da je naše mesto po obdobju Lucija se lepo sukcesivno razvijalo v eno koruptivno enklavo in seveda ni bilo tej enklavi v interesu, da bi nekje štedlela ven ali pa bila vidna, ker bolj, ko si neviden, manj ljudi se za tebe ukvarja. Ker ko sem sedaj opazoval soočenja, sem tudi javno izjavil, da vidim, da niti novinarjev več ne zanimamo kot mesto. Niti novinari se več ne poglabljajo v naše probleme, zadnji so po vseh statistikah, vprašaj jih ono drugo, tretjo arheologijo in menimo se 12 let že enake stvari. Ja, menimo se, ko pa mi nekdo
pride z drugega konca Slovenije, pa mi pošlje sliko za peš mosta, ne? Pa mi pravi, kako je lepo na Ptuju. Rečem, super, gremo se srečamo še. Pa me potem vpraša, kam pa še lahko grem kaj pojest, ali pa kaj še lahko drugega doživim, ko pride izven festivala, ne? Recimo v festivalu pride čisto tak na poprečen dan, potem se pa vse skupaj stavi. Ker nismo povezani, ker ni sinergije med sabo, ker ne sodelujemo. Ja, In zaradi tega, ker ne sodelujemo potem tretjemu človeku, ki pride na Ptuj, pa mu je lepo na zunaj, nimamo kaj ponuditi. In niti več nobenega optimizma, ker je sama resignacija. Imela sem, zdaj bom pa to jaz povedala mojo zgodbo, poslovnega partnerja Svetovljana in sem ga imela tukaj na poslovnem kosilu in si je želel Ptuj pogledati, rekel Nemca, je rekel Nuša, pokaži mi Ptuj. In ko je dal skozi celi svet, je rekel Nuša, vi imate prekrasno mesto, zakaj ga ne tržite? Celi svet je dal skozi. Celi svet. Tako. Je rekel, zakaj ga ne tržite? V čem je problem? Ja. Nisem imela kaj povedati. To je res smešno. To tudi, ko pridajo arheologi, ko delamo mini treje, pa ko to v živo vidijo. To ne morajo verjeti, to je za njih kot Indiana Jones. To je eni spat ne morajo od fascinacije, mi pa tu se delamo norca z tega. Ja. To je res ena taka zgodba, ko bi se včasih vprašal, če je sam Hitchcock režiral. Tako da gremo k zaključku. Torej, zdaj vse probleme, ki smo jih naštela na hitro, kako lahko vaša lista z vašo energijo pripomore k odpravljanju teh problemov? Čisto preprosto. Če nam bo zaupano županovanje, če nam bo zaupano, bom rekla, koliko število svetnikov v mestnem svetu, se bodo odločili volivci, bomo začeli s prvimi koraki, sem sigurna, tudi župan ima ta interes, da obudimo mesto, da mesto več ni speče mesto, da se začnemo pogovarjati, kaj si želimo, da spostavimo vizijo pravzaprav skupaj z vsemi deležniki, kaj mi želimo s Ptujem. In seveda v tej smeri potem zapeljati celotno delo. To ni projekt enega mandata, to je potem projekt večjih mandatov, ker enem 4-letnem mandatu težko ti vizijo podjetja, mesta spostaviš, definitivno ga pa lahko. Ta lapsus razumemo. Mesto bi dejansko moralo biti kot podjetje. Saj je. Ja, razumemo. Na nek način je, ne? Mesto bi rabilo vizijo, kot bi jo rabilo podjetje, ki želi biti uspešno na svetovnem trgu. Vsako podjetje je uspešno, če ima dobrega lidera, zadnji pa ekipo, ki sodeluje z njim. Pa ki rado pride v službo in je rado del tega. Ker župan ni samo župan mesto, je tudi mestni svet, so tudi podžupani, so tudi občinska uprava, ki je enako pomembna, ker župan sam nič ne more. So tudi redarji, ki kazni pišejo. Tisti od prvi pa do zadnje v občinski upravi, vsi so enako pomembni. Tukaj ni razlik, samo pozicije, kakšno delo katero upravi. Ok, katere številke obkrožiti, če ste nas prepričali? Definitivno 8 za mestni svet in pa 7 za župana. Hvala in se še vidimo pred volitvah. Hvala tudi vam.